No, zdaj pa vam pokažemo, kako je videti, ko podjetje vodi politika. Gre za državno podjetje z imenom Slovenski državni gozdovi. Za pogruntavščino kmetijskega ministra Dejana Židana. Na tem podjetjem roko drži izključno vlada. Kadrovanje je že v polnem teku. A ker politika prav nikoli ni povsem enotna, so v tem državnem gozdarskem podjetju postavili kar 3 vodilne. Za vsako stranko enega. Opozorila stroke so zato vsak dan glasnejša. Da je minister osnoval podjetje le za parkiranje odsluženih prijateljskih političnih kadrov, za sklepanje svetovalnih pogodb in za zagotavljanje konstantnega pritoka sredstev za politične kampanje. Dejana Židana je z opozorili soočila Ana Turk. Minister Dejan Židan in njegovo politično kadrovanje v novem gozdarskem podjetju državnem, zato je tu z grozo v očeh svari ekonomist Mitja Kovač rdeč karton. Smo omogočili spet neke politične lobije, da bo spet si prelastili neke premoženje in tam nastavljali svoje ljudi in srkali določene rente. A naužili bi se jih radi prav vsi v koaliciji, od Židanovega SD-ja, Erjavčevega Desusa do Cerarjevega SMC-ja, dokaz pa 3 koalicijske stranke, 3 vodilni, ker en sam nenadoma ne zmore vsega. Zaradi večje količine dela je vlada imenovala tudi 2 pooblaščenca, gospoda Meha za eno področje in gospoda Fickota za drugo področje. Vršilec dolžnosti, torej poslovodja, je pa gospod Miha Marenče. Oni se morajo naloge razdeliti. Miha Marenče, natančneje dozdajšnja Židanova desna roka, pravzaprav državni sekretar Zlatko Ficko iz Erjavčevih vrst in Borut Meh, ki ga že vsa leta, odkar je vodil Muro, HSE in druga državna podjetja, vsi po vrsti povezujejo z Levico, tudi s Cerarjem. A kje je tu, opozarja koncesionar Dušan Gradičar, ki bo samo še do 1. julija po strogih navodilih državnih institucij skrbel za državne gozdove, znanje. V tej začetni fazi rabimo druge ljudi, rabimo operativce, recimo tak član uprave ali pa karkoli že bi pokrival, bi nastopil kasneje, ne pa v tej prvi fazi, ko je treba postaviti organizacijo poslovanja. In to povsem svojevrstno, gozdarsko, ja, in zato je najmanj nenavadno, da Židanova ekipa stroko že ves čas dobesedno ignorira in kadruje izključno politično. In potem smo spet čez 5 let čudili, ko nam bojo kostnjaki iz omar padali, ker bo neki državni službenci si privoščili stvari, ki si drugače ne bi smeli. Recimo sporno svetovanje, slabo poslovanje, a glej. Kolikor bomo ugotovili, da rezultatov ne dosežejo, je pa znak, da moramo pripeljati druge. Po že znani in večkrat videni podalpski metodi s poudarkom na politični.